Katalonska zahvala komandantu Stanetu. Prva obrtnica leta je Medvoščanka po konstitutivni seji občinskega sveta. Cesta dolga desetletja. Programi so, zdravnikov ni. 10 let Rahelinega vrtca. Blagoslov Bohinčeve kapelice. Prižig prazničnih luči. Animirani, igrani, eksperimentalni. Mladi na orto. V znamenju koncertov. Lepo pozdravljeni. Začenjamo z visokim obiskom v Medvodah. Katalonski predsednik Quim Torra je pretekli petek obiskal rojstno hišo komandanta Staneta in družini Rozman izročil spominsko ploščo, s katero se vlada Katalonije zahvaljuje komandantu Stanetu in vsem 500 Slovencem, ki so se borili proti fašizmu med špansko vojno v Kataloniji. Izjemno simpatičen in zanimiv dogodek so s svojim nastopom še nadgradili člani Medvoškega lovskega pevskega zbora. Medtem ko uradna slovenska politika nikakor ni želela obiska poimenovati uraden, je katalonski predsednik Quim Torra med obiskom vse sogovornike seznanil o stanju v Kataloniji. Poudarjal je, da v Kataloniji obstaja 80% soglasje, da je treba izvesti svoboden in demokratičen referendum o neodvisnosti, da nasprotujejo nasilju ter da si želijo živeti v republiki in ne kraljevini. Skratka, obstaja precej podobnosti s Slovenijo pred osamosvojitvijo, četudi obstajajo razlike, tudi v ustavnih možnostih samoodločbe naroda. Ja, je veliko sporednic, čeprav so tudi razlike. Razmere, v katerih je Slovenija pisala svojo samozapovedno zgodbo, so bile nekoliko bolj transparentne, bolj razumljive. Kriza je bila takrat zelo velika v Jugoslaviji, razpadala je. Čim v Kataloniji gre seveda za nekoliko drugačno zgodbo, kot oni sami pravijo, španska ustava. Včeraj je bila ravno obletnica sprejema te ustave, je za njih ječa, ker ne dovoljuje nobene visoke stopnje avtonomije, nobenega pravzaprav drugega izhoda nimajo, kot pač poskusiti uveljaviti svojo pravico do samoodločbe in to na miren način tudi v dialogu z špansko vlado, ki pa nažalost tega dialoga noče sprejeti. Kot je večkrat dejal katalonski predsednik Quim Torra, je španska ustava za Katalonce kletka, v zadnjem času pa tudi dobesedno zapor za številne družbene aktiviste in politike, ki so že več kot leto dni v priporu, ker so 1. oktobra lani organizirali referendum o neodvisnosti Katalonije. To je tedaj podprlo več kot 90% volivcev, ki so se na voliščih soočili z brutalnim nasiljem španskih policijskih enot. Nemogoče je, da imamo v 21. stoletju v članici Evropske unije še vedno politične zapornike. Nemogoče je tudi, da v 21. stoletju ljudje ne morejo uresničiti pravice do samoodločbe. Zato katalonski predstavniki o stanju v Kataloniji seznanjajo tudi številne evropske poslance, med njimi tudi Iva Vajgla, ki je bil med organizatorji obiska v Sloveniji. Predsednik Katalonije je bil presenečen, ko je izvedel, da se je kar 600 Slovencev šlo boriti proti fašizmu v Španijo. In ko so jim povedali zgodbo komandanta Staneta, so bili izredno ganjeni in so takoj zahtevali, da pridemo sem v njegovo spominsko hišo. In mislim, da besede, ki jih je predsednik Torra zapisal v spominsko knjigo, povejo, da so bili španski borci, da je bila žrtev, ki so jo dali, da je bila borba komandanta Staneta pravzaprav temelj prijateljstva med slovenskim in katalonskim narodom. Kot je izpostavil Quim Torra, Evropa vprašanje katalonske neodvisnosti dojema kot notranje vprašanje Španije, kar je po njegovih besedah po mnenju večine Kataloncev nepojemljivo, saj so pričakovali vsaj simbolično podporo. Razmere so sicer boljše kot oktobra lani, zdaj pa pozivajo svet k solidarnosti, je dejal Torra in izrazil veselje, da imajo podporo Slovenije. V znak povezanosti med slovenskim in katalonskim narodom je tako potomcem komandanta Staneta izročil spominsko ploščo, s katero se katalonska vlada zahvaljuje vsem Slovencem, ki so se borili na katalonskih tleh proti fašizmu. Bil je hraber borec, to se je videlo na vseh frontah, kjer je bil, nikoli ni odnehal do zadnjega, tako da je to danes, ko je prišla zahvala strani katalonske vlade oziroma gospoda predsednika z Katalonije, zahvala njemu in vsem borcem, ki so se borili v Kataloniji. Potomci komandanta Staneta res vzorno skrbijo za urejenost hiše in tudi za njeno odprtje za vse obiskovalce. Po starem atu Martinu
On je bil tu, živel, in mi lepo skrbimo za hišo, kar je v muzeju, in vsi, ki pridejo s kolesom, peš na obisk, rade volje odpremo, razkažemo prostor, povemo, kar se tiče zgodovine, in to je to. Tudi občina Medvode se zaveda, da družina Rozman dobro skrbi za rojstno hišo komandanta Staneta. Ta hiša je tako lepo urejena in za ta mini muzej se tako lepo skrbi, da dokler je družina tista, ki je to pripravljena, občina je samo hvaležna, lahko samo hvaležna. Če pa bo družina enkrat rekla, da je ta skrb za njih prevelika, potem bo občina pristopila in pomagala najti rešitev. Se pa občina Medvode zaveda, da imata rojstni hiši komandanta Staneta in Jakoba Aljaža izjemen potencial. Tako turističen, kot tudi promocijski za celo občino, kar se je izkazalo tudi ob velikem navdušenju katalonskih obiskovalcev nad urejenostjo hiše in lepo okolico. Prvo, kar je, smo počaščeni, da se je predsednik Katalonije odločil, da pride sem v Medvode, da počasti spomin na Franca Rozmana Staneta, na enega prvih španskih borcev, ki so kot prostovoljci šli v špansko državljansko vojno. Pomemben pa tudi zato, ker konec koncev prek tega tudi ponesemo Medvode v svet. Pokažemo, da je naša zgodovina pomembna, da je naša zgodovina svetla in da tudi Medvoščani imamo korenine, iz katerih lahko črpamo za naprej. Dogodek so s svojim petjem obogatili člani Medvoškega lovskega pevskega zbora, ki so zapeli 3 pesmi, povezane tako s komandantom Stanetom, kot tudi špansko državljansko vojno ter uporom proti okupatorju. Visoki gosti so svoj obisk Pirnič nadaljevali še v priznani gostilni Mihovec. Ostajamo pa v Pirničah. Priznanje obrtnik leta je kot prva ženska v 16-letnem obdobju, kar Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije podeljuje to priznanje, prejela Mojca Trnovec iz gostilne Mihovec v Zgornjih Pirničah. Dan potem, ko je v imenu gostilne uspešno licitirala na 20. dobrodelni licitaciji barikov Vina Koper, in tako prispevala več tisočakov za pediatrični oddelek izolske bolnišnice. To je hkrati že drugo veliko priznanje gostilni Mihovec v letošnjem letu, saj je na dnevih slovenskega turizma priznanje za življenjsko delo v gostinstvu prejel že Mojčin oče Jernej Petač, od katerega je gostilno z več kot 160-letno tradicijo prevzela pred 8 leti. Njena glavna skrb je kuhinja, oblikovanje ponudbe in organizacija dela. Ali kot je dobitnica priznanja obrtnica leta Mojca Trnovec dejala ob prejetju kipca, mimogrede gre za podobo obrtnika in neobrtnice, da se je že kot otrok rada vrtela med piskri, da sta ji starša, oče Jernej in mama Mihaela, privzgojila ljubezen do zemlje, iz katere črpajo surovine, s katerimi potem čara v kuhinji, in še, da se je kalila pri največji kuharski mojstrici, pri danes 91-letni stari mami Ivanki. Hvala za čestitke. To je res priznanje, v bistvu kip, ki mogoče je hladen, vendar pri nas v krogu ljudi, s katerimi delam, nam je to prineslo eno lepo toplino v te božične praznike. Pa ne samo to, za nas je to priznanje, potrditev, da delamo dobro, da smo na pravi poti. Lahko rečem, da je prišlo priznanje ob pravem času. Ne prehitro, ker bi bilo prelahko, in tudi ne prepozno, ker s tem še ni vrhunca moje delovne poti. Lahko razumem, da je to priznanje potrditev naši hiši, da naj nosimo to, kar smo do zdaj delali, s tradicijo, z ljubeznijo, s spoštovanjem do zemlje, do gostov, do ljudi, ki nas obdajajo, še naprej. Naj to ohranjamo, naj čuvamo in vzgajamo tudi naše naslednike, bodi si hišne ali okolico, v tem duhu. Mislim, da je bila tudi letos nota ali pa tisto prvo, kar je komisija v ospredje postavila, ohranjati tradicijo.
Gostilna Mihovec, ki nosi znak Gostilna Slovenija, je edina gostilna v Sloveniji, ki je v času vegetacije samooskrbna z vso zelenjavo in žiti. Pri njih beseda domače ni zlorabljena, pravijo v Obrtno-podjetniški zbornici, temveč gradijo na razvoju in promociji od njive do mize. Mojca Trnovec kot šefinja kuhinje nadaljuje tradicijo, vendar klasičnim jedem dodaja mladostniško dušo in svežino. Zaveda se, da gostje iščejo neklasična doživetja, avtentične zgodbe, višjo kakovost, butičnost, inovativnost in predvsem lokalnost. Zato so Mojčini načrti usmerjeni v projekte, ki jim bodo vse to tudi zagotavljali. Komisija je prišla letos na obisk v zgodnji jeseni, septembra, najavljena, ker si mogel za njih vzeti čas. Ona je pregledala kompletno našo proizvodno, se pravi celo našo hišo, vse aparate, s katerimi se rokujemo, imela stik z našimi zaposlenimi, upravlja različne komentarje z nami, z našimi domačimi, z okolico. Vprašate o zgodovini, kar jih je zanimalo, in seveda o razvoju, o viziji in o prihodnosti našega poslovanja. V komisiji so bili ugledni oziroma so še ugledni gospodarstveniki v naši republiki, podjetniki, obrtniki, ki so tako kot jaz izhajali iz majhnega, lahko iz majhnih obrtniških družin ali pa sami mogli ustvariti iz nič. Pri nas je tradicija, je v tej smeri morda malo lažje, je neka zaslomba zadaj, vendar je vseeno veliko odpovedovanja, da to ohranjaš. Nominirancev za ta laskavi naslov je bilo letos 19 iz cele Slovenije z različnih področji. Komisija pa je imena držala v tajnosti vse do konca. Ja, v 16 letih je to priznanje prvič prejela ženska. Jaz pa verjamem, da je bilo že mnogo žensk pred menoj, ki so si to zaslužile. Glede na to, da smo vse enakopravne z moškim, sem prepričana, da bo šlo od zdaj naprej v ženske roke večkrat. To je že drugi tovrstni naziv, ki je prišel v našo občino. Leta 2013 je namreč naziv obrtnik leta pripadal prav tako gostincu Francu Jezeršku iz Hiše kulinarike v Sori. Leta 2015 pa je bila med nominiranci še ena Medvoščanka, Mateja Vodičar, direktorica Prime Filtrov, prav tako iz Sore, ki je komisija dodelila na koncu naziv podjetniški vzor. Prejšnji četrtek se je na konstitutivni seji sestala nova sestava občinskega sveta. 11 članov občinskega sveta že ima izkušnje iz prejšnjih mandatov, 12 pa je novincev. Brez težav so si potrdili mandate, se seznanili z dejstvom, da je novi stari župan Nejc Smole, prisluhnili so njegovi zaprisegi ter nagovoru in na koncu, po nekaj malega zadrege, tudi imenovali komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Na konstitutivni seji, ki je vodil najstarejši član občinskega sveta v tem mandatu, Stanislav Maran, so si občinski svetniki najprej potrdili mandate. Od vseh 23 prisotnih je roko za potrditev mandata dvignilo sicer le 22 svetnikov, eden pa je bil vzdržan. To je bil Tomaž Kuralt, eden od dveh članov iz vrstne strankarske liste za napredek krajev občine Medvode. Vzdržal pa se je tudi vseh ostalih glasovanj na tej prvi seji v tem mandatu. Da bo sicer potrditev mandatov potekala brez težav, je bilo pričakovano glede na poročilo občinske volilne komisije, ki ga je predstavila predsednica Martina Hren, saj komisija ni prejela nobene pritožbe, ki bi jo morala obravnavati tričlanska mandatna komisija, izvoljena v ta namen. Občinski svetniki so se seznanili tudi s sklepom, da je novi oziroma stari župan Nejc Smole. Prisluhnili pa so tudi njegovi zaprisegi in nagovoru. Izjemno priznanje ne jemljem kot odvezo, pač pa kot še večjo zavezo. Zavezo, da skupaj dvigujemo kvaliteto bivanja v naši skupnosti ter stremimo k njeni čim večji povezanosti. Spoštovani člani občinskega sveta, tudi vam so občani podelili odgovoren mandat. S tem, ko ste bili izbrani za njihove predstavnike, ste prevzeli tudi zahtevno nalogo oblikovanja skupnosti na vseh področjih v prihodnjih 4 letih.
Da je torej z izvolitvijo ne le on sam, ampak tudi vsak posamezni član občinskega sveta prevzel veliko odgovornost. Že res, da vsakdo prihaja iz svojega mikrookolja. A že pri pripravi proračuna je jasno, da živimo kot skupnost. Kot skupnost, kjer je potrebno skozi razpravo in z močjo argumentov doseči dogovor, kaj, kje in v katerem času bo možno izvesti. Tako se iz prebivalcev tega ali onega kraja naše občine sedaj spreminjate v upravljavce občine, ki spada med 15% največjih občin v Sloveniji. V nagovoru se obrni tudi na prisotne člane občinske uprave. To, da se medsebojno že poznajo, je sicer prednost. Po drugi strani pa se je potrebno zavedati, da je delo v občinski upravi iz leta v leto bolj strokovno zahtevno, pričakovanja občanov, marsikdaj upravičena, včasih tudi ne, vse večja. Borba za dodatna sredstva, ki nam omogočajo izvajanje projektov, pa vse bolj trda. Tako bomo tudi v naslednjih 4 letih nadaljevali še bolj pospešeno s preoblikovanjem uprave v smislu odgovarjanja na potrebe časa, kraja in ljudi. V napovedi dela naprej je uporabil planinski žargon, češ da se bodo vzpenjali na vršace, ki jih doslej še niso prehodili. Ko bo kohezijski projekt zaključen, se bomo lotili premnogih, ki jih nestrpno pričakujemo. Ne govorimo vedno le o investicijskih projektih, pa še te se seveda razlikujejo po stopni zahtevnosti. Govorimo o vseh področjih družbenega življenja, ki jih tako ali drugače ureja lokalna skupnost. Teh pa je veliko, celo veliko več, kot bi jih večina znala našteti. Od skrbi za starejše in socialno prikrajšane, zapuščenih živali, dodatnih programov v šolah, javnega potniškega prometa, knjižnice, glasbene šole, športnih površin, kulturnih domov in še in še in še. Tudi občane je pozval k aktivni in argumentirani participaciji in k zavedanju, da nas na območju 78 kvadratnih kilometrov živi več kot 16 tisoč občanov. Ki bivamo v skupnosti. Skupaj. Ne glede na to, da se vedno ne strinjamo. Živimo skupaj. Tudi skozi naše delovanje pokažimo, da je moč sodelovanja in kulturnega pogovora možno doseči tudi v časih, ko vse prevečkrat prevladujejo polresnice in škodoželjna namigovanja. Nekaj nelagodja ob vodenju seje pa je vendarle bilo o predlogu članov komisije za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja. Kar 12 članov občinskega sveta je novincev, 11 pa ima izkušnje iz prejšnjih mandatov. Največ Dragan Đukić, saj je to že njegovi 5. mandat in prav on je izpostavil problematiko. Tukaj vidim, da se prvič nekako odstopa od prakse v občini Medvode, od prakse občinskega sveta, od prakse dosedanjih županov in se kar predlaga lista 7 za članice in člane komisije za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja. Vedno smo to počeli tako, da se je po rezultatu prvih 7 imenovalo in ni bil nikoli problem. Se tudi jaz ne želim problema ustvarjati, vendar sem kot občinski svetnik dolgoletni dolžan opozoriti na eno praznino tudi v statutu in poslovniku, v statutu občine Medvode in poslovniku občinskega sveta občine Medvode. Predlog je namreč bil, da se v 7-člansko komisijo imenuje 4 predstavnike liste Nejca Smoleta, saj je ta prejela kar 13 mest v občinskem svetu. Roka Kogovška, Špelo Kolarič, Nado Prešeren in Darinko Varovšek, ki naj bi postala tudi predsednica komisije. In po enega člana z 3 list kandidatov, ki so prejeli po 2 mesti v občinskem svetu. Stanislava Marna iz Slovenske demokratske stranke, Tomaža Kuralta iz nestrankarske liste za napredek krajev občine Medvode in Stanislava Ulanca iz nestrankarske liste Sotočje. Glede na predlog Dragana Đukića se je postopek imenovanja članov glede na volilni rezultat razumel drugače, pa bi v 7-članski komisiji imela po enega predstavnika prvih 7 strank oziroma list glede na volilni rezultat. Torej po enega predstavnika prav vse liste razen Desusa, ki je po količini prejetih glasov na 8. mestu.
Na koncu je bil z 21 glasovi sprejet prvotni predlog, ki ga je predsedujoči edinega dal na glasovanje. Đukić je glasoval proti, Kuralt pa se je glasovanja ponovno vzdržal. Torej, ko zaključimo projekt Čisto zate in sočasno gradnjo, kar je največji in upamo, da ne tudi edini večji projekt v naslednjem mandatu, bo vse lažje. Kako kaže in zakaj se na nekaterih gradbiščih dela ne odvijajo tako, kot bi pričakovali, pa v naslednji informativni oddaji. Tudi ko smo pripravljali sledeči prispevek in ko je šla naša kamera na teren, smo bili precej optimistični. Končno se je namreč obetala dokončna ureditev ceste skozi vas Studenčice, ki se po delih ureja in asfaltira že zadnjih 20 let. Od zadnjega prereza traku na 150-metrskem odseku je sicer spet minulo 5 let, vendar so gradbeni stroji, ki so bili na gradbišču od sredine novembra, vendarle obetali. Dejansko se je poltretji kilometer ceste skozi Studenčice, po kateri se vsak dan pelje več kot 100 avtomobilov in tudi šolski avtobus, urejalo in po delih asfaltiralo zadnjih dolgih več kot 20 let. Razlogi za cesto dolgo desetletja so bili različni. Poleg običajnih finančnih, po zgornjem delu vasi predvsem težave s pridobivanjem soglasij. Pa vendarle je pred 5 leti, ko je bilo položenih še 150 metrov asfalta, med krajani vladal velik optimizem, da bo kmalu urejen in asfaltiran še zadnji 30-metrski makadamski del cestišča, ki poteka po privatnem zemljišču. Dela so se dejansko začela sredi novembra. Občina Medvode je posredovala veselo novico, da je z vaško skupnostjo Studenčice in krajani dosegla dogovor, ki omogoča začetek del in zaključek dolgoletnega projekta, ki je bil ena izmed prioritet vaške skupnosti. Izvajalec del je podjetje Eurograd, pogodbena vrednost del pa znaša dobrih 47 000 evrov. Trenutno imamo poudarek na odvodnavanju in asfaltiranju glavne ceste, zraven pa urejamo še obvozno pot oziroma pač eno pot urejamo, ker se nam zdi pač, da bi bilo fino, da se uredi zaradi samega materijala, ki potem gre na glavno cesto. Torej imamo zagotovilo, da končno ta asfalt na teh zadnjih 30 metrih bo. Ja. Tako je pričakovano in mislim, da bomo lovili tudi terminski plan, seveda pa odvisno od vremenskih pogojev, ampak mislim, da bomo uspeli to v začetku naslednjega leta investicijo uspešno nakončali. Trenutno delovni stroji so na cesti in delajo? Delajo, trenutno delajo, dokončavajo oporni zid. Potem bojo naredili kaskadne jaške za neko meteorno, uredili do konca obvozno pot, potem se pa selimo na dvorišče, kjer bo potrebna najbrž tudi neka zapora. Dejstvo je, da je zavarovalnica odobrila nove programe v zdravstvenem domu Medvode. Po novem bosta okulist in ginekolog na voljo 5-krat na teden, ter 3-krat na teden tudi rentgenolog. In dejstvo je, da slednjih 2 zaenkrat še ni, saj se na razpis ni prijavil nihče. In dejstvo je, da je zdravstveni dom Medvode s 1. oktobrom ob sobotah zaprl svoja vrata. In da je svoja vrata ob sobotah po novem zaprl tudi zdravstveni dom Ljubljana. Tako da, če v soboto potrebujete nujno medicinsko pomoč, je edina prava pot na urgentni blok UKC Ljubljana. Kar nekaj hude krvi je bilo tudi med člani občinskega sveta ob koncu mandata ob informaciji, da bo zdravstveni dom Medvode ob sobotah zaprl svoja vrata. Tomič Matičeva je namreč prekinila dosedanjo prakso, da so imeli zdravniki popoldan za 15 minut krajši delovnik in so torej delali skrajšani sobotni delovnik enkrat mesečno, ko so morali biti na razpolago vsem, ne le svojim pacientom. Prav tako je zavrnila možnost, da bi zdravniki delali popoldan le enkrat tedensko in bi bila sobota spet delovna. Eden izmed razumljivih razlogov za zaprtje je bil predvsem ta, da ob sobotah največkrat ni bil na voljo tudi laboratorij, kar je pomenilo, da bi pacienta v nujnih primerih že sicer napotili v Ljubljano. Občani so to kar nekako sprejeli, videli so, da v bistvu nihče jim ne zapira pot
ampak v bistvu stvari so samo malo bolj dodelane. Ljudje gredo tja, kamor res morajo priti, tisti, ki to pomoč potrebujejo. V bistvu težav nimamo. Na pregled, ko je bilo 6 do 9 obiskovalcev ob sobotah, ko smo prvič zaprli, zdaj pa praktično nihče več ne pride. Prav v tem obdobju je svoje vrata za nujno medicinsko pomoč zaprl tudi zdravstveni dom Ljubljana. Za otroka gremo na Metelkovo, to je v centru Ljubljane, zdravstveni dom Metelkova. Tam je odprto službo vsak večer od 7 zvečer pa do 7 zjutraj, to je med tednom, medtem soboto, cel dan, celo noč, ravno tako v nedeljo in praznike. Za otroke ostaja nespremenjeno, medtem ko za odrasle pa je ena sprememba, ena majhna sprememba. Tudi zdravstveni dom Ljubljana je zaprl sobotno dežurno službo za odrasle. Tako da vsi odrasli, ki so bolni in potrebujejo nujno medicinsko pomoč, naj se obrnejo na klinični center, na službo za nujno medicinsko pomoč, ki je v urgentnem bloku. Nič več na Metelkovo. To je zaenkrat njihova odločitev. Vprašanje je, koliko časa bo ta odločitev trajala, kajti nekoliko težav imajo zdaj v kliničnem centru, ker je zelo velik naval pacientov. Bolj kot to, da moramo tudi v sobotah dopoldan sedaj v Ljubljano, v zadnjem času javnost pretresa bojazen, da to, kar mi pacienti opredelimo kot nujno medicinsko pomoč, še ni rečeno, da bo tudi zdravnik v urgentnem bloku kliničnega centra. In v tem primeru se lahko zgodi, da nam bodo storitev zaračunali. Še bolj kot ponovno sobotno delo v zdravstvenem domu Medvode bi kot misijo nemogoče lahko opredelili realizacijo ene izmed predvolilnih idej o uvedbi 24-urne dežurne službe z reševalnim vozilom. Mislim, da v tem času zelo težko, zelo majhne možnosti so, da bi dobili dodaten program, kajti mi imamo zelo majhno oddaljenost od te dežurne službe, ki je v kliničnem centru, je okrog 12 km in zavarovalnica na to bližino sigurno ne bo odredila uradnega dodatnega programa. Taka so pravila, takšen je zdajšnji zakon. Je pa to najbrž čak finančen zalogaj, da si ga občina sama ne bi mogla privoščiti? Ja, to je zelo velik finančni zalogaj, kajti potrebno je potem pokritje treh zdravnikov, treh izmen, se pravi 3 specialisti, ki lahko delajo samo v tej službi za nudenje nujne medicinske pomoči. To je ogromen finančni zalogaj, potrebne so v bistvu reševalna vozila, vsa oprema, dodatni prostori. Zaenkrat tega nimamo v Medvodah. Tako da ne bi kaj zelo obetajoče upala povedati. Tisto, kar pa je vesela novica, je, da je zdravstvena zavarovalnica v zdravstvenem domu Medvode odobrila dodatne programe. Dobili smo v bistvu kompleten program za okulistiko, to je 5-krat na teden, celotna ambulanta. Dr. Nagličeva, ki to ambulanto dela, je prevzela celoten program, tako da je sedaj res 5-krat na teden okulistika tukaj v zdravstvenem domu Medvode. Dobili smo tudi dodaten program za ginekologijo, torej dodatna 2 dneva, namesto 3 dodatna 2, tudi za ginekologijo bo 5-krat na teden. Dobili smo pa tudi program, dodaten pa vsem nov program za rentgenologijo, tako da bomo delali več ultrazvoka in sicer 3-krat na teden, ko dobimo zdravnike. Slabši del novice namreč je, da se na razpis za ginekologa in rentgenologa ni prijavil nihče. Sedanja ginekologinja, ki ima več kot 3000 opredeljenih pacientk, namreč ni pripravljena na popolni delovnik v medvoškem zdravstvenem domu. Podobno primanjkuje tudi rentgenologov, kar 80% njih je stacioniranih v Ljubljani. Zaenkrat smo še kar neuspešni, kajti velika večina teh rentgenologov, ki delajo nekje, kjer so zaposleni, imajo pač zaposlitev, delajo, ponavadi še imajo neke podjemne pogodbe in so že zasedeni, tako da je kar zelo težko dobiti nekega zdravnika še za dodatne delovišča. Zato vprašanje, ali je čas za prve koncesije v zdravstvu tudi pri nas? Ja, če v bistvu ne gre na razpis, nekako ne dobimo zdravnika, bomo verjetno dali kakšno možnost tudi za koncesijo, samo zaenkrat bomo še malo počakali s to vrstno rešitvijo. V torek je potekala slovesna akademija ob 10. obletnici ustanovitve Rahelinega vrtca hiše otrok Montessori v Preski. Nastopili so sedanji in bivši otroci vrtca, ki so pozitivno ocenili svoje bivanje v njem.
Vzgojna metoda Montessori deluje predvsem v smeri večje samostojnosti otroka. Sledil je adventni sejem in druženje obiskovalcev. Slovesno mašo je daroval pomožni ljubljanski škof dr. Anton Jamnik. 10-letnico delovanja vrtca so v Preski obeležili slovesno mašo in slavnostno akademijo. Otroci so zaigrali v svetopisemski igrici o Raheli in Jakobu in na koncu še v zgodbi o Jezusu in viharju na barki. Vmes so zapeli angleške božične pesmi, ki jih je naučila angleško govoreča vzgojiteljica. Otroci, ki obiskujejo balet, so zaplesali v zgodbici o 3 botrah lisičkah. Z igranjem na inštrumente so prireditev popestrili otroci, ki obiskujejo glasbeno šolo. Vmes pa so bivši in sedanji otroci obujali spomine na vrtec. Posebnost Rahelinega vrtca v Preski je namreč ta, da je to vrtec z osnovami Montessori pedagogike. Glavna posebnost je te pedagogike, da spodbuja otroke, da naredijo sami. Zato imamo v našem vrtcu manj igrač, pa več materialov. Otroci si sami pripravijo kosilo, skuhajo ga drugi, oni si pripravijo. Potem imamo tudi kakšen material, kjer si lahko sami na roke pomijejo kakšno perilo. Potem so pa različni didaktični materiali, ampak to niso igrače. To so materiali, ki nekako potem prispevajo k temu, da je otrok se razvija. Posebno dinamiko delovanja vrtca pa prinese tudi dejstvo, da je to župnijski vrtec. Druga stvar, ki je pa prav tako pomembna, če ne še bolje, pa to, da smo župnijski vrtec, kar pomeni, da imamo katoliške osnove, da v našem vrtcu zmolimo, da imamo tudi danes, smo slišali pri maši, vrtčevski zborček, da imamo atrij dobrega pastirja, katehezo enkrat na teden. Otroci so razdeljeni v 2 starostni skupini. Imamo heterogene skupine, torej skupaj so otroci od 0 do 3, pa od 3 do 6, kar pomeni, da starejši potem pomagajo mlajšim pri delu. Zahtevno vzgojiteljsko delo opravlja 9 vzgojiteljev, ki skrbi za polno zaseden vrtec 66 otrok, ki so razdeljeni v 4 skupine. Skozi vsa leta smo v bistvu ugotovili, da se moramo mi približati otroku, ne otroci pedagogiki. Mi namreč delujemo po metodiki Montessori in se nam zdi, da če izhajamo iz otroka, če se prilagajamo njim in da njim prilagajamo celo zadevo, potem ne more biti drugače kot kar super. Po novem letu so v vrtcu na voljo tudi za vpis v popoldanske programe otrok. Ob 10. obletnici vrtca so namreč bolj aktivni in ažurni tudi na spletni in Facebook strani vrtca. Omenili ste, da ste se v teh 5 letih vodenja in upravljanja vrtca srečali z mnogimi izzivi, kater pa je bil tisti največji? Največji izziv za naš vrtec zagotovo je bil, da ostane vrtec, da bo v naši hiši dovolj otrok, srečnih otrok in da bodo tudi vzgojitelji srečni in zadovoljni. In pot do tega pa ni bila lahka. Pred začetkom akademije je slovesno mašo v župnijski cerkvi daroval ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik. 10. obletnica vrtca je res priložnost za zahvalo vsem, ki so ta vrtec zgradili, vsem, ki delajo v tem vrtcu tako odlično, na čelu z župnikom Juretom, potem Matevžem Vidmarjem, vzgojitelji, kuharcem, vsemi. Mislim, da je velik pomen, da imamo ob državnem tudi zasebne vrtce, Montessori, spremljam ga od začetka že. Po besedah škofa je vrtec izrednega pomena za župnijo, občino, nadškofijo in slovenski prostor. Dodana vrednost je prav gotovo duhovna rast in poudarek na prijateljstvu in zaupanju. Včasih poudarim eno misel misleca Seneke, da je vzgoja veselo pričakovanje samega sebe. To pomeni, da ne zamorimo nekoga, ampak da mu pomagamo, da ta dar, ki ga ima v sebi, odkrije. In danes so otroci čudovito to dokazali. Za učinkovito delovanje vrtca pa je še kako potrebna dobra ekipa vseh zaposlenih. Ko je včasih zahtevna, je treba postavljati meje, pa z veseljem, z dobroto in ljubeznijo. Kaj smo slišali, gledajte svetle očke, ko pogledaš otroka, to je Dostojevski napisal, se v nas prebudi otrok. In otroci
Pojdite kakor otroci, je rekel Jezus, ne kot profesori in ne vem kaj, ker je otrok preprost, zaupa in vedno znova išče. Konec novembra je bila zaključena, ne pa tudi že slovesno predana v uporabo, prva faza izgradnje novega oziroma obnovljenega športnega igrišča ob osnovni šoli Medvode z 200-metrsko atletsko stezo s prvim tartanom v občini. Prav za voljo te naložbe je bilo potrebno prestaviti tudi Bohinčevo kapelico z obstoječe na novo lokacijo, 100 metrov stran ob cesto in tik ob uvoz na parkirišče športne dvorane. Prestavitev kapelice je odlično sovpadala z njeno obnovo, ki je bila slovesno zaključena to nedeljo z blagoslovom. V nedeljo dopoldne najprej sveta maša v cerkvi svetega Nikolaja na Jeprci in nato blagoslov obnovljene in prestavljene Bohinčeve kapelice na Svetju. Pobudo za obnovo kapelice so dali verniki Svetja že pred 7 leti in zbrali nekaj več kot 2000 evrov. Ko smo začeli z obnovo, je bilo treba dobiti soglasje z občine. Potem je bila v tako slabem stanju, da smo razmišljali o novi gradnji. Dobili smo tudi potem idejo, da bi arhitekt na novo narisal to kapelico in potem so bile stvari preveč kompleksne, pa tudi neprimerne. Obnova je potekala prav zato počasi, 7 let pravzaprav. In na dolgi rok se je pa izkazalo, da je to bil velik blagoslov, da nismo hiteli. Prvotna Bohinčeva kapelica je bila zidana pred več kot 100 leti, ob takrat dokaj prometni poljski poti. Potem pa so konec 70-ih v bližini zgradili najprej vrtec, leta 1981 šolo, športno telovadnico in igrišče, nato pa leta 2005 še večjo večnamensko športno dvorano. In ko je bila tu načrtovana še prva faza novega oziroma obnovljenega športnega igrišča, je bilo jasno, da potrebuje novo lokacijo. Prestavili so jo za slabih 100 metrov, ponovno ob cesto. V primerjavi s prejšnjo lokacijo je zdaj, lahko rečemo, to neverjetno posrečena lokacija. Nekoč je ta kapelica bila na primernem kraju, ampak takrat je bilo tukaj polje, pa travniki. In je bila pot mimo nje in so ljudje se ustavljali ob kapelici, ko so šli recimo na Jeprco ali pa na Gorenjsko ali pa Kranj, Škofjo Loko. Potem pa se je to pozidalo in je postala pravzaprav čisto nekje odmaknjena. Večina ljudi sploh ni vedela za to kapelico, tudi sami domačini ne. Prestavitev in ureditev okolice kapelice je financirala občina Medvode, ki je že sicer lastnica obeh lokacij. Prestavitev pa je odlično sovpadla z obnovo kapelice, ki je bila torej v tako slabem stanju, da je v zraku visela celo ideja o postavitvi nove. Obnovo je vodila župnija Sora, stroškov pa je bilo poleg kar nekaj prostovoljnega dela za okoli 12 000 evrov. Tone Gaber je obnovil Marijin kip, ki je bil že doslej v kapelici, akademska slikarka Maša Bersan-Mašuk pa je poslikala 3 nove podobe. Ja, te podobe imajo zelo bogato vsebino. Prav namerno smo izbrali Angelo Merici, to je svetnica italijanskega rodu, ki se je že tam v srednjem veku začela posvečati najbolj obrobnim. To so bila dekleta brez staršev, ki so bila še toliko bolj izpostavljena raznim zlorabam. In zato, ker je tukaj okoli šola pa vrtec, se pravi, gre za prostor, kjer je veliko mladosti in življenja, se nam je zdelo primerno, da je zaščitnica teh zlasti deklet tukaj. Potem je Sveti Miklavž, ker ves ta prostor spada pod zvon Svetega Nikolaja na Jeprci. On pa je itak ljubitelj otrok in zato so tudi narisani otroci okoli njega, pa podoba Jeprce tudi zraven, pa podoba Jezusa dobrega pastirja s sodobnimi otroki. Zelo topla, lepa, posrečena pot.
Konec novembra so torej delavci podjetja Eurograd zaključili prvo fazo novega oziroma obnovljenega športnega igrišča ob osnovni šoli Medvode s prvim tartanom v naši občini na 200-metrski atletski stezi, s prostorom za met krogle in skok v daljino, novim asfaltiranim igriščem za mali nogomet in košarko in s novo urbano opremo. Celotno igrišče pa je ograjeno. Naložba je vredna okoli 214 tisoč evrov, za obnovo tekaške steze pa je občina prejela tudi nepovratna sredstva na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v višini 43 tisoč evrov. V drugi fazi je predvidena bodisi izgradnja otroškega igrišča ali postavitev naprav za ulično vadbo ter grbinastega poligona. S prižigom luči se je slavnostno pričel veseli december tudi v Medvodah. Na mestnem trgu pred knjižnico so tradicionalno nastopili pevski zbori vseh 4 medvoških osnovnih šol. Po plesni točki pa je palček končno našel luč in jo ob odštevanju obiskovalcev tudi prižgal. V soju prižganih luči je zbrane obiskal še Miklavž s svojim spremstvom. Slavnostnim prižigom luči so se mnogim praznično okrašenim slovenskim mestom pridružile tudi Medvode. Mošče Soro pri knjižnici je v mesecu decembru praznično okrašen in zaprt za promet. S 1. decembrom je začelo obratovati tudi pokrito drsališče na makadamskem parkirišču ob občinski stavbi. Letošnja tematika je ledena pravljica. Potrudili smo se, da smo okrasili center Medvod, prav tako pa, da smo nanizali v veseli december dogodke, ki nekako bodo pričarali obiskovalcem Medvod in predvsem pa občanom, otrokom in vsem, ki pač jim čarobni december veliko pomeni eno praznično in lepo vzdušje. Otroški in mladinski pevski zbori osnovnih šol Smlednik, Pirniče, Preska in Medvode so prepevali pesmi, ki pričarajo zimsko pravljico in sodijo v božično-novoletni čas. Nocoj smo se predstavili z osnovne šole Medvode z 2 pevskima zboroma. Najmlajši, 1. in 2. razred Cicibančki so nam zapeli o Škratku Copatku, ki sodi prav te praznične dni, druga pa je bila o Svetem Miklavžu. Naj pogledajo za gore, nebo je čisto rdeče, Miklavž piškote peče. V soboto lepo povabljeni na 5. tekmovanje v kuhanju vina in čaja. Letos se je prijavilo 13 ekip vaških in krajevnih skupnosti. Organizator je že nakupil 500 litrov belega vina. V nedeljo pa bo v športni dvorani na sporedu baletna predstava Hrestač. Z veseljem ugotavljamo, da je odziv na naš železni repertoar dogodkov velik in zaradi tega smo tiste glavne pustili in jih v bistvu iz leta na leto nadgrajevali. Tako da vabim vse občane Medvod in občanke seveda, da se nam pridružijo na tem prostoru, ki smo bili danes na 5. tekmovanju v kuhanju vina in čaja. Zopet bo vina veliko, dobre volje še več, zabavala pa nas bo skupina Help, Beatles Tribute. Naslednji dan pa vabljeni v športno dvorano Medvode, kjer bo baletna šola Stevens pripravila prav tako božično predstavo Hrestač. Ljubiteljski filmski ustvarjalci so že 9. leto lahko sodelovali na filmarjenju, dogodku, ki ga organizira Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in na katerem vsako leto sodelujejo številni mladi amaterski filmarji. Nekateri sodelujejo vsako leto, glavnina sodelujočih pa je osnovnošolcev, ki delajo svoje prve filmske korake. Zato je filmarjenje odlična priložnost, da pridobijo izkušnje in tudi kritično mnenje strokovnjakov. Letos je prijavljene filme ocenjeval režiser in scenarist Boris Petkovič. Svojo kritiko in pohvale pa je delil prejšnji torek v klubu Jedro. Na srečanje je Javni sklad Republike Slovenije za kulturno dejavnost povabil vse filmske in videoustvarjalce iz osnovnih in srednjih šol, klubov, društev ali neodvisne ustvarjalce, ki delujejo na območju osrednje Slovenije, od Trbovelj pa vse do Ribnice, Cerknice in okolice Ljubljane. Prijavljenih je bilo 19 kratkih filmov, na torkovem srečanju v Jedru pa smo si jih ogledali 15 po izboru režiserja Borisa Petkoviča, ki je vse tudi na kratko pokomentiral in dal nasvet avtorjem, kako lahko za prihodnjič svoje delo še izboljšajo. Beseda amaterizem izhaja nekako iz ljubezni in vsi ti avtorji
delajo, bi rekel, te filme z veliko ljubezni in mi včasih profesionalci radi rečemo, da nimajo občutka za material, nimajo občutka za ritem, nimajo občutka za dolžine, zato ker so pač zaljubljeni v ta material. Oni posnamejo kader in ta kader potem traja in traja, ampak njim je to v redu in zato je vedno znova se rad vračam in vedno znova rad gledam amaterske filme, zato ker ravno iz tega včasih tudi pridejo kakšne nekonvencionalne rešitve, na katere v bistvu bi rekel, mi profesionalni avtorji niti ne pomislimo, ker jih že prej zaradi pomanjkanja dramaturgije ali pa drugih elementov nekako izključimo. Izdelki mladih amaterjev vedno prinesejo tudi kaj svežega, iz njih odseva ljubezen do gibljive slike in želja po tovrstnem izražanju lastne kreativnosti in idej, ki jih želijo spraviti na filmsko platno. Vedno je boli srce, ko je treba kakšne filme zavrniti, ampak nekako se mi zdi, da je letos kot vsako leto opazen napredek. Izjemno me veseli, da je na osnovnih šolah zdaj kontinuirano se te neke delavnice dogajajo že nekaj let, da dobivamo te filme. In pa seveda najbolj pomembno je, da so ti avtorji danes tukaj, da so se lahko podružili, da so pogledali filme od svojih kolegov in iz tega potegnili neko izkušnjo, ki jim bo pomagala pri nadaljnjem delu. Mali filmski otrok osrednje slovenske enote Sklada za kulturo je dosegel vsa pričakovanja. Tokrat so se srečali že 9. in potrdili, da je njihov cilj bil dosežen. Ja, prav gotovo in to dokaz tega je tudi današnji obisk, saj dvorana je kar pokala po šivih, tako da resnično smo zelo zadovoljni, ker je to dosega svoj namen, svoj cilj, da se mladi srečujejo, ustvarjalci filmski, da se družijo, da si izmenjajo kakšne izkušnje, da dobijo kakšno povratno informacijo strokovno od strokovnega spremljevalca in ne nazadnje, da vidijo svoje izdelke na velikem platnu. Čeprav je glavnina sodelujočih osnovnošolcev, je med njimi tudi nekaj tistih, ki se srečanja udeležujejo vsako leto. Seveda imamo eno jedro, ki je že vseh 9 let prisotna na našem srečanju in to je, med njimi je prav tudi kulturno društvo Jarem iz Pirnič, ko oni so res tako stalni in zvesti v teh srečanjih, tako da okoli tega jedra pa vsako leto pridejo novi, nekako se to in tega smo zelo veseli, ker to je tudi potem dokaz, da se to širi, da ne nazadnje dosega svoj namen. Za vzpodbujanje filmske ustvarjalnosti pa organizirajo tudi filmske delavnice, ki delujejo pod vodstvom strokovnjakov. Mi na Javnem skladu za kulturne dejavnosti tudi spodbujamo to filmsko dejavnost, nekako tudi organiziramo delavnice z strokovnjaki, z mentorji na šolah, tiste šole, ki se pač želijo temu odzvati. In tako že imamo recimo tudi zaradi tega nekako se širi ta skupina mladih, ki nekako ustvarja že tudi vsa leta, recimo to je osnovna šola Brezovica, osnovna šola Ig, tudi na osnovni šoli Medvode smo delali prejšnja leta. Tako da ja, to je prav gotovo rezultat kvalitetnih mentorjev, ustvarjalcev in predvsem tudi šole, se pravi tistih, ki podpirajo in spodbujajo to dejavnost in omogočajo mladim, da se lahko izražajo na ta način. 2 igrana filma, Živa groza in Barvice, sta nastala na takšnih mladinskih filmskih delavnicah v Medvodah. V bistvu na začetku smo se pogovarjali o teh kadrih, pa se bolj učili, pa smo začeli se ideje, pa scenarij, pa to in mi, da sva že kot videli, da bova sestri v filmu in Tija pa Tejem, pa je nastal Barvice. Se je na samem snemanju zgodila kakšna posebna dogodivščina? Kaj je bilo recimo tisto, kar je bilo najbolj zabavno? Že tako smo se vsak trenutek ful zabavali, ampak najbolj smešno je bilo, ko smo snemali, pa smo se zmotili, pa smo rekli, to bomo pa zih dali v bloopers, v une smešnice na koncu. To je bilo ful lepo.
Pa ste si pred začetkom predstavljali, da je recimo toliko časa treba delati, snemati, da nastane en tak kratek filmček? Ja, v bistvu sem mislila, da bo ful daljši, ampak sem videla, koliko truda gre. Pa niso bile prepričane, ali nam bo uspel, ker sva hotela biti z unimi puncami, pa so rekle, da nočejo in pol. Ampak sva ful presenečene na tem, kar je nastalo. Se v prihodnosti vidita v filmu, kje? Mogoče v kakšnem manjšem filmu se obedve vidva sam zdaj. Bova še prišla na to delavnico zih in se bova ful zabavale. Ja, ker je ful v redu pač. Ful je dober. Igrani film je bil sicer najbolj zastopana filmska zvrst na tem srečanju in tu je simbolično nagrado prejel film Ita Brina ljubljanskega zavoda Sofium. Medvoščane sta z eksperimentalnim filmom zastopala kulturno društvo Sejalec umetnosti Senice in kulturno-umetniško društvo Jarem Pirniče. Režiserja Patrik Krajnik in Gregor Meglič pa s tem stopila tudi na nekakšno sivo liso slovenskega filma. Eksperimentalni film je Pastorek, 10. brat, kakorkoli, malo je odrinjen na rob, nima svojega prostora, da ne rečem, da skoraj izumira. Zato je zelo pomembno, da so taki prostori, kjer se lahko taki filmi sploh pokažejo in s tem avtorje spodbudijo k nadaljnjemu ustvarjanju, ker žal se bojim, da pač komercializacija medija in nasplošno komercializacija družbe vodi počasi k izumrtju tovrstne forme. Poleg eksperimentalnega in igranega filma pa so sodelujoči ustvarjali tudi animirane in igrano dokumentarne filme. Prihodnje leto bo srečanje praznovalo okroglo obletnico in organizatorji si želijo, da bi bil tudi v prihodnje interes za ustvarjanje zgodb na filmskem platnu vsaj takšen, kot je bil letos. Na oder mladih v Pirničah so mladi gledališčniki o pomoči mentorjev postavili avtorsko delo mladega nadarjenega 16-letnika Aljaža Rezarja, predstavo z naslovom Orto. Gre za krstno uprizoritev, ki se je ustvarjala pod budnim očesom mentorja in režiserja Petra Militareva. Aljaž Rezar je komaj pri 16 napisal avtorsko predstavo o Ortu, fantu njegovih let, rojenem v 80-ih, ki v prometni nesreči leta 1991 izgubi zavez za 30 let. Po 30 letih se zbudi iz kome, sam sicer nespremenjen, v čisto drug svet, v drugi državi, z novimi družbenimi spremembami in ureditvami. Kmalu potem ga še eden od aktualnih problemov današnje družbe, in to je zloraba droge, ponovno pripelje v isto bolnišnico, v isto sobo. Ja, besedilo je avtorsko delo, definitivno. To besedilo je nastalo tako malo več kot eno leto. S Petrom Militarevom sva ga obdelovala. Na začetku je imel 6 strani, zdaj je bilo kar naenkrat 22. In potem, ko smo spravili vse skupaj na oder, je zadeva ratala še bolj mogočna, kot je bila na začetku sam na listu papirja. Navdih sem črpal iz sebe. Jaz sem se samega sebe zelo našel v tej predstavi, čisto iskreno. Ne v delu, ker so bile droge, ampak nekako sem duša, ki po mojem živi na robnem tisočletju, tako rečemo, na robnem tisočletju, ja. In nekako sem se bolj videl v prejšnjem stoletju, ne. Zato sem nekako hotel 80. leta vključiti sem noter Queene, take stvari, kot so bile značilne za tiste čase. In kdo je moj največji vzornik? Moj največji vzornik je Peter Militarov. Definitivno. In mislim, da si boljšega vzornika, kot je on, človek ne bi mogel zbrati. Kot pravi mentor, Peter Militarov se je odločil, da oder mladih Ortov prizori z uprizoritvenim izhodiščem, pri katerem bi bil sam postopek ustvarjanja predstave važnejši kot končni izdelek. Pravi še, da je to Aljažev prvi poizkus napisati igro in jo tudi uprizoriti, ne da bi bil pri tem obremenjen, kako se igro napiše in režira. Sam avtor, ki se je rodil leta 2002, torej zase pravi, da se je rodil v nepravem času, kar naj bi bilo razvidno tudi iz same vizualne in glasbene podlage predstave. Ideje za glasbo pa take stvari so bile dosti enostavne. Enostavno ta glasba, ki je bila noter, je moja najljubša. Sploh tisti Queeni, ki so bili You Take My Breath Away od Queenov, tista je bila sploh meni ena najljubših in sem enostavno hotel povezati prizor s tem, in je odlično padla noter, če se mene vpraša. Te efekti, te ploskanje, naprimer pri novinarski konferenci pa take zadeve, to je vse nastalo sproti. To so bile zadeve, ki smo jih enostavno pač vključili med vajami noter.
to je spontano, jaz rečem temu. Take stvari so nastale enostavno spontano in po mojem je to tisto, kar najbolj šteje na koncu. Poleg režije se je Aljaž Rezar preizkusil tudi v glavni vlogi skupaj z 9 mladimi igralci Odra mladih. Pred pripravami, kar pomeni se pravi tekst, vse stvari delati, smo delali 1 leto. Potem smo pa polovico leta, od tega 1 leta, opravili še na odru. Bili tukaj gor, imeli vaje, se matrali, pa tudi fajn trenutki so bili. V glavnem, res smo vložili veliko truda v tem 1 letu, da smo spravili tole na oder in jaz mislim, da nam je uspelo. Že tradicionalno so v Sori december pričeli z večerom ustne harmonike z orglicami. Na odru so se tako predstavili sorški orgličari, ki so začeli z orglicami v Sori že 8 let nazaj. Sorške face, ki skupaj ustvarjajo že 4 leta in tisti, ki imajo za sabo samo nekaj uvodnih vaj. Mentor slednjih 2 skupin je Marjan Urbanija. Sorške face so letos poleg mednarodnega festivala v Mokronogu med drugim sodelovali še na mednarodnih srečanjih na Hrvaškem in orglice predstavile na nacionalni televiziji. Skupino Sorške face v bistvu delujemo že kar 4 leta in pol skupnih vaj, tako da imajo za sabo že kar preko 120 ur imamo skupnih. Dočim pa zadnja skupina, ki jih poučujem tukaj, je pa 3 tedne, se pravi, vsak teden imamo po 1 uro, tako da v bistvu te male punčke Lina, Nina in Loti, ki so danes prvič nastopili tukaj na tem odru in vsaka odigrala po eno lepo melodico. To so čist naše začetnice. No, v tem začetnem tečaju je tudi 5 odraslih, moram povedati, da so to več ali manj upokojenci in lepo muzicirajo. To je pač neko veselje, neka sprostitev in krajšanje dolga časa. Sorške face so tokrat zaigrale priredbe ljudskih pesmi, slovenskih zimzelenih popevk in še popularnih hitov. V tem se jaz ne odločam. Pri nas je demokracija. Otroci, ki igrajo v skupini Sorške face, se odločijo, katere melodije bojo sami zaigrali. Jaz se spustim, da tisto igrajo, kar najrajši igrajo. Jaz pa če poučujem tudi tisto, kar oni radi igrajo. Nisem jaz tukaj, da odrejam, zdaj boste pa tole zaigrali, pa tole. Ne, pri meni to ne gre. Če kar vas veseli igrati, pač to boste pa zaigrali. Sorške orgličarje, ki so skupaj že 8 let in je med njimi kar 50 let starostne razlike, od jeseni dalje vodi nov umetniški vodja Rok Kranjc. Damir Pfeiffer je, če ne drugega, izvrstni vodja godbe in tudi izredno dober dirigent. Vsekakor pa nadaljujemo to pot. On je ogromno zgradil, in jaz moram naprej graditi in nadaljevati to gradno v smislu znanja, v smislu repertoarja, v smislu umetniške dodane vrednosti in tudi pravzaprav vsak član, kljub temu, da niso vsi profesionalni glasbeniki, ampak je to bolj na ljubiteljskem nivoju, da začuti isto muzikalnost v sebi, da prebudi v sebi vse te pravzaprav drobne vzgibe, ki lahko pripomorejo k boljši muzikalnosti. Za sorškimi orgličarji je že sicer pestro leto, saj so veliko nastopili tako doma kot tudi v tujini. Na festivalu malih inštrumentalnih skupin v Dravogradu so prijeli zlato priznanje, na mednarodnem tekmovanju v Dolenjskih Toplicah pa srebrno. Naredil sem eno priredbo, precej kompleksne skladbe in ni bilo časa za več kot to in smo rajš na varnem ostali in izbrali tudi nekaj repertoarja, ki so ga že prej znali. Vsekakor je pa ta zadnja, ki smo jo izvedli, najzahtevnejša skladba do zdaj, in je v bistvu zahteva ogromno in kondicije in koncentracije, da ne omenim še pravzaprav muzikalne spretnosti. Sorškim orgličarjem in sorškim facam so se na odru pridružili še gostje, vokalna skupina Cantate Domino iz Kočevja, ki deluje že 29 let. Prepeva pa slovenske in tuje umetne ter ljudske pesmi, slovensko in tujo sakralno glasbo, maše, gosple, priredbe slovenskih in tujih popevk ter Avsenikove pesmi. Letos so med drugim zapeli tudi na Vatikanskem trgu. Izvedbo koncerta je preko kulturnega razpisa omogočila občina Medvode. V petek smo se na koparskem mestnem pokopališču poslovili od režiserja, mentorja, ustanovnega in častnega člana Kuda Fofite, skratka velikega gledališčnika Branka Kraljeviča,
ki je zadnjih 15 let sooblikoval podobo in vsebino dogajanja na medvoškem gledališkem odru in v medvoškem kulturnem prostoru nasploh. Nocoj so se mu z gledališkim slovesom na njegovem odru Kulturnega doma v Medvodah poklonili še člani Kuda Fofite in Združeni medvoški kulturniki. Več o tem pa prihodnjič. Medvoški policisti so na območju občine Medvode v preteklem tednu obravnavali 2 prometni nesreči, obe pa sta se zgodili v Medvodah. V obeh je povzročitelj pobegnil. Prejeli so tudi prijavo goljufije in grožnje med pogodbenima strankama, nekdo je poškodoval tujo stvar v Smledniku, podobna bedarija pa je v glavo padla tudi nekomu v Žlebah. Policisti so posredovali tudi pri dimniškem požaru v Preski, pri sporu med krajani v Zgornjih Pirničah, pri sporu med nekdanjima partnerjama na Varju ter pri požaru na osebnem vozilu v Medvodah. Opozorilo pred vlomilci velja tudi tokrat. Nikar ne pozabite zaklepati stanovanj, predvsem pa ne imejte dragocenih stvari na očitnih mestih. Policisti vas opozarjajo še, da bodo v tem mesecu bolj pogosto preverjali psihofizično stanje voznikov. Opozarjajo pa tudi na nevarnosti uporabe pirotehničnih izdelkov in omejitve pri njihovi uporabi. Do sobote pa imate še čas, da izpolnite anketo, ki jo najdete na spletni strani policije in sporočite, kako ste zadovoljni z delom policije. V tokratnih novicah med vodami je bilo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje ponovno prihodnji četrtek.